Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Dobrodošli v kraljestvu domišljije, podcastu Lutkovnega gledališča Ljubljana. Snežna kraljica je gostljata snov, ki zdrsne po gladini ogledala, da bi zdramila pogled, ki zmore videti onkraj. Odrska postavitev, ki odkriva tankočutnost režiserke Julije Kristoforove, slovite po izrezano vizualnih in estetsko dovršenih uprizoritvah, raziskuje človekov notranji svet. V podpisu priredbe Saše Eržen je nepreklicnost čudeža. Moč ljubezni in bližine namreč zmore prerajati svet. Prva premiera sveže sezone Lutkovnega gledališča Ljubljana na oder pokliče tudi dolgoletno članico igralskega ansambla. Z nami je, dame in gospodje, igralka in animatorka Polona Korez. Dobrodošla, Polona. Pozdravljeni, hvala lepa za vabilo, Tjaša. Z največjim veseljem, Polona. Snežna kraljica, bajka o ljubezni, sodi med kompleksnejše Andersenove pravljice. Nezgrešljivo slojevita sooči čustvo in razum, čisto srce in zločesto preračunljivost hladnega uma. Če bi bili jungovsko budni, bi v Gerdi prepoznali animo, ki kaže pot k duševni celovitosti. Ta mrzli svet potrebuje alegorijo človeške duše, ki v gosti temi vendarle najde recept za polnokrvnost, ki sliši na srčnost. Kaj praviš? Absolutno se lahko strinjam in v življenju tako ali drugače prideš do tega, da je potrebna ta srčnost že zaradi sebe in drugih ljudi, okolice, da lažje preživiš in da preživijo drugi s tabo. Režijsko krmiljenje sveže praizvedbe nove sezone, govorimo o Snežni kraljici, se ve, je v rokah Julije Kristoforove, glasbeno pokrajino je izrisal Vasko Atanasovski, koreografske poteze je domislila Ana Pandur. Gerdino potovanje je, smemo reči, tek čez divje visoke ovire, solze in toplina sta njeni absolutni valuti in še katera. Kje je pravzaprav sidrišče te fragmentarne pravljice na odru? Pravljica res nosi neko tako sporočilo, oziroma to sporočilo, katerega vsi poznamo, ampak se ga ne zavedamo velikokrat. Ko se pogovarjaš o tem, ko bereš, ko gledaš, ko ustvarjaš, sodeluješ na kakršenkoli način, ugotoviš, da smo vsi v nekem smislu v tem svetu kot glavna junakinja. Premalokrat se zavedamo tega, oziroma se ne vprašamo, premalokrat gremo nazaj, se pogovarjamo, razmišljamo, ampak če si človek vzame čas, potem se nekako lahko poistovetiš s tem. Jaz mislim, da naše življenje je absolutno sestavljeno vseh teh stvari, ki so v tej zgodbici, pravljici. Torej od izgube nedolžnosti, na nek način ujetosti v hlad razuma, samo pozabe, pa tja do povratka k srcu, k celovitosti na obnebju ljubezni. Polona, si diplomantka Akademije za glasbo v Ljubljani, nekoč si kot profesorica violine uravnavala mlade upe in njihove darove. Ali zaupaš, kaj je porajalo ustvarjalni prepogib, tako rekoč, ki te je navsezadnje pripeljal pred duri gledališko-lutkovnega studia LGL-ja? Ja, res je. Res sem učila krasne mlade otroke, to sem si vedno želela, uživala sem. Nekako rada imam gledališče. Meni je bilo gledališče dano v zibko. Oziroma, jaz sem iz glasbene družine, umetniške družine in uživala sem v učenju otrok. Otroci ti dajo neverjetno veliko
zadovoljstva, nekih drugih pogledov, hvaležnosti. Pri otrocih vidiš, kar daš, tudi dobiš. In gledališče je od majhnega me tudi zanimalo. Bila sem stara 7 let, ko sem prvič sodelovala v gledališču, sicer v operi, v predstavi Lisička Zvitorepka, kjer seveda nisem pela, bila sem pa kot protagonistka. Ena od majhnih lisičk. In že takrat me je gledališče zasvojilo, tako ali drugačno. In potem sem jaz velikokrat tudi v osnovni šoli sem sodelovala v takih in drugačnih projektih. Življenje me je pripeljalo do akademije, gledališče me je vedno zanimalo, obiskovala sem gledališča, zelo veliko in zelo rada. Nekako sem si vedno želela delati znotraj gledališča, ustvarjati z glasbo in z otroci. Mene to zelo zanima. In potem je bilo tako, da je bilo, nekako sem se iskala, kje bi, uživala sem v tem, uživala sem v uni stvari, vse je bilo nekako pedagoško-umetniško. In je bilo razpisano za avdicijo Lutkovnega gledališča, kjer so iskali mlade, nove ljudi, mlado moč, da podpre že stare uveljavljene igralce in animatorje, in sem se prijavila. In naredila avdicijo in kar nekaj njih je bilo. In začela počasi s tem in uživala in vedno bolj me je peljalo v tem. In to se pravi, jaz sem že poznala gledališki oder v nekem smislu. Lutke so me pa itak vedno zanimale, ker je to povezano z otroci, z dušo mlado, z izzivom. In sem se našla in ne vem, če bi lahko oder, ko sem bila na odločitvi, zakaj se bi odločila, bi zelo pogrešala oder in lutke. In moram reči, da je bila to absolutno prava odločitev in ki me izpopolnjuje še danes. In pomladi, vsakič znova, ko delam z lutkami na odru. Tvoj krst na obodu Lutkovnega gledališča Ljubljana je zavidljiva uvertura. Takoj si stopila v zlate čeveljce kot veverica in doktor Detelj, si pod dirigentsko paličico maestra Naceta Simončiča nastopila v Zapramiški. In že v naslednjem koraku, ako se ne motim, te je vodil znameniti Zlatko Bourek, pa nato Edi Majaron in potlej dalje. Imenitno, naravnost imenitno. Ja, to je res, to so res ena krasna obdobja, eni krasni začetki z gledališkimi, lutkovnimi legendami, ne morem drugače reči, ker so res ustvarjali vso to zgodovino gledališča in lutkarije kot take. In moram reči, da Zapramiška je bila res ena prvih mojih predstav. Zelo sem se jo veselila, bila je marionetna predstava, še vedno je marionetna predstava. In sem šla z nekim takim spoštljivim odnosom v to doživetje. Krasno je bilo, je pa nepozabno. Sodelovala sem še s starimi, starejšimi, takrat že uveljavljenimi animatorji. In meni je bila to ena taka čast, da so nam predali to vago dobesedno, da lahko nadaljujemo z njihovim delom oziroma z njihovimi predstavami. In izkušnje, ki so nam dali, so nas naučile. Zelo zanimivo, no? Mislim, in pa velika čast, da sem imela priliko delati s temi ljudmi. Z vsemi sem imela posebne izkušnje, vsak mi je ostal v srcu, z nekim, nekje je nekaj pustil, tako kot da bi imela eno paleto in vsak bi pustil en pečatek, en odtis, eno znamko je prilepil in to pač nosim
In vseh se rada spominjam. Prelepo. Ko si bila igralsko, animatorsko že dodobra usidrana, si se srečala tudi z genialnim Matijem Sulcetom. V tunelu podzavesti, ki je zidal predstavo Kabaret Luknja, ste iz realnega pljusknili v surrealno. Polona, kako zares prisesti k povsem svojevrstni čajanki, imenujemo jo tako, ki jo živahno pregradijo lutke, dramska igra in glasba? To je bilo res eno doživetje. Ena izkušnja, prva izkušnja z Matijem Sulcetom je bila kot en tak bum. On je izjemno sposoben, z ogromno domišljije, znanjem, idejami, da ga na trenutke kar težko slediš. In to je bilo kar izziv. C'est toi, mon amour. Mon cœur serait pour toi. Top, top. C'est bien couché. Mon petit pichotec. Avec la marmelade. Hendrik! Tuđe drobtini se mu ne dajo! Klej v njem čisto sen, če bo klele Bog od lakote srknu. Sam mislim sam nase, na svoj denar, na svoj urad! On zamiži, potem pa v glavi ima ali ima televizijo, ali jaz ne vem, kaj ima v glavi, in vidiš, kako mu možgančki šibajo sem in kaj, in mu je smešno in kima zraven in doživlja to in se smeji. To je res neverjetno in z njim v štric moraš biti res na polno. In nekaj pozneje sta se s Sulcetom znova srečala, tokrat s presežno priredbo bremenskih godcev, ki zablesti na napeti žici spreminjajočega se formata znotraj predstave. Znova vrsta gledaliških tehnik, domiselnih rezov, radožive glasbene slike. V mislih imam 4 muzikante. Mi smo 4 muzikanti! To je najbolj pogumen! Da ku, ku, ku! Aha, da ku! Da ku! Ku, ku! 4 muzikanti ste ob tebi še Martino, Mihom in Gašperjem pridno gostovali in prav tako pridno nabirali lovorike, in tvoja muzikalnost, pravzaprav muzikalnost celotnega ansambla se je sijajno podčrtala. Res je, moram reči, da sem imela srečo, da sem z Matijem delala 4 muzikante in da je ekipa bila mojih soigralcev krasna. Gospodje! Dobrodošli v mestu! Vsi muzikalni, izredni animatorji, izredni igralci, interpreti. To je bil moj drugi projekt z njim in sem bila izjemno počaščena, da sem ponovno v njegovem projektu in to s temi 3 ljudmi, Martina, Gašper in Miha. Kadar na mizi so kikeriki, jed je
je prav dobra to kiteriki. Polona Kores s tankočutno predstavo senc še enega grandioznega mojstra Fabricia Montecchija, Račka, smrt in tulipan, ste postavili most ganljive bližine. V prizoritvi, ki jo nosita Zasjo Kahrimanović, se je enkrat več priklonilo mnoštvo odličij. Gostovanje, vem, vaju je zaneslo celo na magično Islandijo. Koliko sveta sta prepotovali? Ne nazadnje tudi navznoter. To je bila ena taka... lepo je bilo. Fabricio je enkraten, mojsterski v tem, ve, kaj počne, zna, čuti. Zasjo je igrati Račko krasno, ker je zelo čuječa, čustvena. Za naju je bil to en velik izziv, tudi tema je nevsakdanja, tako kot si rekla. In ko gledaš odziv publike, je zelo težko ostati hladen, miren, ravnodušen. Čuti se energija, ki jo midve čutiva in gledalci jo čutijo, povezaven. In cel svet to razume. Govorili sva v slovenščini, pa so vsi razumeli tekst. Tako narativna je Montecchijeva postavitev in seveda vajina briljantna izvedba. Sicer pa to, da sem in da nekoč neham, je dejstvo, ki se ga slehernik zaveda, pa vendar o smrti tudi odrasli zelo redko govorimo. Ta predstava pa zmore o smrti, kot si dejala, spregovoriti z izjemno ljubečo pozornostjo. Ta isti Fabricio Montecchi, zastavonoša senčnega gledališča, kaj pa da občuduje sence, saj so njegov temeljni fokus, tako lahkotne so, tako gibko se spreminjajo, pove. Kako pa ste raziskovali, kako se je bil študijski proces znotraj, to že smemo reči, ene najstarejših oblik pripovedovanja zgodb in gledališke umetnosti na svetu? Moram reči, predstava je po 3 dneh dela že stala. Stala je, v ponedeljek smo začeli, v sredo so se midve priklonili na večerni vaji. To se pa tako rekoč ne zgodi, kaj? Redko kdaj, seveda z malenkostmi, ki je treba potem izdelovati in raziskovati, ampak predstava je stala. In ko je predstava stala, smo bili vsi 3 pomirjeni. Zelo imam rada to predstavo, meni je zelo ljuba, zaradi teme, zaradi čustev, zaradi naboja, zaradi soigralke, ki jo silno spoštujem in jo imam zelo rada, zaradi Fabricija, zaradi vsega, kar prinese ta predstava, ko se moraš prepustiti tudi temu, a ne. Polona, zaupaj nam ta sladkorček, v koliko dežel približno vaju je pa zaneslo po zaslugi predstave Račka, smrt in tulipan? Več 10? Več 10, kar bom rekla, ne bom trdila, ampak zagotovo več 10. Zanesla naju je na Islandijo in v Kanado, kjer so nas zelo lepo in toplo sprejeli. Gledališče senc se po pravilu igra z arhetipom, svetloba prinaša podobo, tema jo skriva.
V uprizoritvenem bonsaju Timbuktu ste plezali po asociativni mreži bliskov in prebliskov izvrstnega Petra Svetine. Ugledališčena poezija, to je tak gledališki kos, linica, v katero si ne drzne pogledati vsakdo. In vendar ste v rahlosti velikega nereda izgradili pot do najdragocenejšega zaklada. To pa res. Moram reči, da poezijo spraviti na oder, osmisliti za otroke, da je sočna, dinamična, povezana, smiselna in strašno zabavna, je kar izziv. Najprej za tistega, ki se odloči za to, potem pa seveda za vse ostale, ki so zraven, ne? Režiserka Nika Bezeljak se je izjemno potrudila, osmislila, naredila vrstni red, domislila, da bo otrokom blizu, da bo nam blizu, ker na koncu koncev ti mora biti tudi protagonistom, igralcem, animatorjem mora biti predstava, tekst, lutke, vsebina blizu. In je to zelo dobro naredila. Predstava je zelo dinamična, smo 3 igralci, ki seveda nismo rosnih 20 in 30. Predstava je tudi fizično za nas zalogaj. Meni to zelo odgovarja. Je rekel morski pes. In v gumijastem čolničku veslal po morju. No, morda omeniva tako pod črto, da si tekačica, še vedno? Ja. Odvisno od proge. Zelo na kratke proge. Ampak sem tekačica bolj po odru zgleda, to mi je zagotovo ostalo. In to mi zelo odgovarja tudi, ker imam rada to fizičen stik, oziroma rada se tudi na drug način zmatram na odru. In zelo smo uživali, ker je zabavna, veliko smo se nasmejali, bilo je veliko pesmic, bili smo na odru, pod odrom, pod pultom, plezali smo po lestvi navzgor pa navzdol, kar nekaj rekvizitov, tudi ima nek ritem, obračajo se strani, veliko majhnih stvari, ki izgledajo navzven zelo enostavne, a ne? Za nas je pa kar en red. Rečeš, če pa tega ne bom, kaj bo pa pol? Možgančki morajo nek red narediti drugačen kot pri enih drugih predstavah, ki pa imajo drug red. A ne? Tekst, gib, tlej je pač bil red tudi z prometom, tako kot je promet na odrih, kjer je recimo marionetne predstave, a ne, kjer je tudi promet pomemben. In moram reči, da smo se enkratno uskladili in da smo imeli veliko podporo in razumevanje strani režiserke in tudi dramaturg in pač celotna ekipa je sodelovala, mi smo uživali in uživamo, malo švicamo, kar pa je meni kar okej. Žirafa! Ja, zdravo, kaj pa vi tukaj? Nekaj smo ti prinesli. Ampak ne povemo kaj, ker je skrivnost. Nikoli ne boš uganil, da je v škatli pravzaprav. Presenečenje je, odpriga! V zloslutnem času pandemije ste soustvarjalci naselili toplo gnezdo najprisrčnejšega velikana. V, menda smem reči, razpadajočem trenutku ste na prapor odložili dobroto, sočutje, solidarnost, prijateljstvo. Koronavirusna nevroza je pogoltnila marsikaj, vemo, kako si ponovno dihala vase v času, ko ste prvo uprizoritev mislili na alternativnem odru. Premiera je bila namreč spletna premiera. Ja, to je bil res en čas, ko je za
cel svet se je ustavil. A ne. In težko je, ko se ustavi nekaj, kar imaš rad, ne veš, kaj se bo zgodilo. Moram reči, da gledališče oziroma igralci in vsi ostali je tako kot športnik, umetniki. Rad delaš, s srcem delaš, rabiš kondicijo. In ko smo delali najprisrčnejšega velikana, je res se nekako vse upadlo, da je to srce, pomoč drugim izjemno pomembno, ne? Kar vemo vsi, mogoče v tistem času smo bili vsi vsak za sebe. Teh stikov ni bilo, nekako nisi jaz nekako, mislim, da nismo pozabili na pomoč drugim, ampak nekako nam je bilo odsvetovano. V tem momentu se je svet ustavil, dajmo počakati. In začeli smo s to predstavo in jaz sem v tistem momentu seveda zbolela za koronavirusom. In ko sem šla nazaj na vaje, je bilo meni zelo osvobojujoče, ker zelo rada delam. Jaz imam izjemno rada poklic in rada sem na odru. In ta predstava je bila z Jakem Vancem, ki je bil režiser, neko tako odrešenje v tistem trenutku, da pozabiš na to. In tema je bila taka, glasba je taka, ljudje so bili taki, so igralci z mano. Vsi smo bili pripravljeni, dajmo to, rabimo to, radi imamo, moramo za sebe in za vse ostale. Da nekako nimaš občutka, da se je svet ustavil, ampak da živimo naprej. Premiera je bila po spletu, kar je manjkalo, gledališče naredi publika, ne? Ta energija in Dajanje, sprejemanje, tako, pretok. to naredi publika. To je manjkalo, ker zanimivo je, kako na odru čutiš energijo. Čeprav ljudi ne vidiš, ali si na dramskem odru, ali si v Lutkovnem, ali imaš Ferečo, ali imaš marioneto, ali si za paravanom, ampak čutiš to energijo. To je manjkalo. Ampak smo rekli, normalno, gledališče, življenje gre naprej, mora iti. In je bilo drugače, je bilo, no. Smo se zbrali, smo rekli, bomo, uživali smo v tem, s tem manjkom, da ni bilo publike. Jaz upam, da smo vseeno nekako uspeli to predstavo, kljub tej energiji, ki je nismo dobili, uspešno postaviti na splet. In k sreči so se pozneje zgodile ponovitve v živo. To pa je bil čisti užitek. Da. Ja. Tako si bil dober do čisto vseh nas, da smo odločile se skupaj v en glas. S dragim sandalom in strpanih ali dobil krono si, kot jih nosijo kralji. Zlata je, kakor si tudi ti zlat, kdor z drugim deli je v srcu bogat. In bodi še vedno vsak dan nasmejan. Najprisrčnejši si velikan. Tvoje lutkarsko-animatorske bravure se razpenjajo čez niz klasičnih uprizoritev, ki soustvarjajo zlati repertoar Lutkovnega gledališča Ljubljana. Marionetna predstava Žogica Marogica, ena najpomembnejših historičnih predstav matične hiše, Sovica oka, Brezčasna zvezdica Zaspanka, tudi Mojca pokraj Culija nenazadnje. Lutko
botečne predstave so meni, ta železni repertoar mi je ljub, ker seveda nosi res eno zgodovino tega in jaz jo, vsi mi, jo vlečemo naprej v naslednja leta, desetletja, ko bo prišel nekdo drug, ki bo prevzel to in se bojo te predstave še naprej odvijale na tem odru. Moram poudariti, da mi je marioneta izjemno ljuba. Mogoče zaradi strun, ker sem violinistka, zaradi nitk, ne vem. Predvsem sem hvaležna za delo, ki ga opravljam, ki ga rada opravljam. V meni ohranja neko mladost, otroškost, neko nedolžnost. Tako da sem res zelo hvaležna, da lahko to opravljam. Nisem pa mislila, da me bo kdaj življenje zaneslo v Lutkovno gledališče in to je bilo enkratno presenečenje. Ampak nekako vse to, kar imam rada, in to sem našla tukaj. Hvala ti za izročanje Polona Korez. Hvala. Lepo je bilo v tvoji družbi. Hvala tudi vam in dobrodošli kmalu spet. Bodite nezaslišano lepo. Srečno.